Verjetno se vsi spomnimo tistega enega posebnega božičnega darila, tistega, ki je spremenilo čisto vse. Ta osebni spomin pa je v bistvu del veliko večje zgodbe. Zgodbe o tem, kako se je božič iz družinskega rituala preobrazil v globalni potrošniški dogodek. Pa poglejmo, kako smo sploh prišli do sem. Pomislimo za trenutek. Tisto jutro, ko pod smrečico zagledamo škatlo, za katero vemo, da bo spremenila vse. Za mnoge je bil to trenutek, ko se je v dnevni sobi pojavila prva, skoraj mitska tehnološka naprava. Mogoče je bil to legendarni Nintendo. Spomin na tisti občutek, ko se je prvič priklopil na televizijo, pa tisti zvok zagonske melodije. Ja, to je bil vstop v nekaj čisto novega. Ali pa mogoče njegov naslednik, Super Nintendo. Vsaka nova konzola je bila v bistvu naslednja stopnja. Nekakšna nova doba otroštva in iger, ki so definirale celo generacijo. In potem PlayStation. Wow, to je bil preskok v tridimenzionalno grafiko, zgoščenke namesto kartuš. To ni bila več samo igrača, ne? To je bil simbol napredka, ki so si ga vsi želeli pod božično smrečico. In to je tisto bistvo. Za otroka konzola ni bila samo nek kos plastike in elektronike, bila je vstopnica v čisto nove svetove, v tekmovanja s prijatelji in skupne trenutke, ki so se vtisnili v spomin. Ampak kako smo sploh prišli do točke, ko je neka tehnična naprava postala glavno božično darilo? Torej, poglejmo si širšo sliko. Kako se je praznik, ki je bil nekoč res osredotočen na družino in vero, prelevil v, roko na srce, največjo nakupovalno sezono v letu? Pot do sem je bila kar dolga. Pred industrijsko revolucijo recimo je bil božič precej bolj miren praznik, potem pa pride 19. stoletje. Množična proizvodnja, oglaševanje in trgovci so takoj prepoznali to ogromno priložnost. V 20. stoletju je tehnologija postala glavna zvezda, danes pa? Ja, danes živimo v dobi globalnega, digitalnega trga, kjer se vse skupaj začne že mesece prej. In če iščemo nek konkreten primer, eno prelomno točko, tale je odličen. Že leta 1867 je veleblagovnica Macy's v New Yorku na božični večer ostala odprta do polnoči. S tem so v bistvu dali jasen signal. Božič je postal tudi posel. In to je bil šele začetek. In ta večja stvar nas je pripeljala sem, v današnji čas. V dobo, ki jo zaznamuje res intenziven marketing, ogromna izbira in seveda tisti pritisk, da je treba najti popolno darilo. Dobrodošli v dobo hiperpotrošništva. Verjetno vsi poznamo tisti občutek, da se božična sezona začne praktično že po koncu poletja. No, temu pojavu rečemo priplazenje božiča, v angleščini je bolj znan izraz Christmas creep. Trgovci pač v želji po čim večji prodaji to praznično vzdušje ustvarjajo vse prej. Tako kot kaže ta graf, se marketinški pritisk stopnjuje že veliko pred decembrom. Vse te oglaševalske kampanje se začnejo že jeseni in nas tako, spodbujajo k zgodnjemu, pa pogosto tudi k večjemu zapravljanju. In seveda ne smemo pozabiti na črni petek. Kar je bila nekoč neka ameriška posebnost, se je razširilo po celem svetu in postalo neuradni štart množične praznične mrzlice. Ogromno božičnih daril se danes kupi že konec novembra. Ekonomisti imajo za to celo en poseben izraz – mrtva izguba. Kaj to pomeni? To je v bistvu razlika med ceno, ki jo nekdo plača za darilo, in pa dejansko vrednostjo, ki jo to darilo ima za tistega, ki ga dobi. Gre za, recimo temu, neučinkovitost, ki jo prinaša obvezno obdarovanje. Verjetno se je to zgodilo že čisto vsem. Tisti pulover, ki ga ne bomo nikoli oblekli, ali pa knjiga, ki je ne bomo prebrali. No, ta osebna izkušnja je popolnen primer te mrtve izgube v praksi in kaže na enega od problemov sodobnega obdarovanja. In vse to skupaj vodi v kar nekaj izzivov. Imamo prekomerno potrošnjo, ki ustvarja ogromno odpadkov. Potem je tu stres pri iskanju tistega popolnega darila, pa seveda finančne obremenitve. In včasih se res zdi, da vse ta materializem zasenči tisto, kar je pri praznikih dejansko pomembno – povezovanje z bližnjimi. Pa se vrnimo na začetek, na tisto igralno konzolo. Je njena vrednost res samo v tehnologiji? Ali je mogoče zadaj še kaj več? Dajmo pogledati, kaj se v resnici skriva onkraj škatle. Prava vrednost darila ni v samem predmetu, ampak v tem, kaj pomeni. Igralna konzola ni samo kos plastike, je orodje za druženje. Super ga niso samo obutev, so način izražanja.
ura ni samo merilec časa, je lahko spomin na nek res pomemben trenutek. In to je tisto, kar na koncu zares ostane. Ne spomnimo se nujno čisto vsakega predmeta, ki smo ga dobili, spomnimo pa se tistega občutka, pričakovanja, veselja in zavedanja, da je nekdo mislil na nas, da je razumel naše želje. Ne glede na to, ali gre za najnovejšo konzolo ali pa za ročno izdelan spomin, prava vrednost darila se skriva v zgodbi, ki jo nosi s sabo. In mogoče je ravno to misel, ki jo velja ohraniti, ko nas z vseh strani bombardirajo s popusti in oglasi. Na koncu se je tako treba vprašati, kaj je tisto, kar darilu v resnici sploh da vrednost?